Manca Filak, pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobili sva se v atriju znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, v hiši, kjer tudi vi delujete. Kako ste danes? Dobro, malce imam treme. Sva v času, ko se je pravkar končal festival Dnevi etnografskega filma in ko se bo vsak hip začel festival dokumentarnega filma in vi ste soorganizatorka in selektorica festivala. Bile so zanimive vsebine, zanimivi gosti. Kaj vsako leto opažate kot etnologinja, kot antropologinja in seveda kot avtorica filmov? Kaj predstavlja ta festival stroki in tistim, ki ga pridemo gledati? Festival Dnevi etnografskega filma se je sprva začel relativno v tem nekem slovenskem kontekstu, torej kot pregled slovenske produkcije etnografskih filmov ali pa tega gradiva, ki ga so raziskovalci posneli na terenu. Pa zadnja leta opažamo, da je resnično prerasel te okvirje in je postal izrazito mednaroden dogodek. In ta mednarodni element je za nas izredno pomemben v smislu bolj formalnega vidika, torej da smo včlanjeni v mrežo etnografskih filmskih festivalov v Evropi, da smo v toku dogodkov, pristopov, vseh teh dejavnikov, hkrati pa da se ta mednarodni element nekako konkretizira v takih dogodkih, kot je DEF, oziroma da ti avtorji pridejo k nam. Nam je izredno pomembno, da pride veliko avtorjev, letos jih je bilo kar nekaj, ker s tem imamo res občutek, ker etnografski filmi mogoče dajejo več vprašanj kot odgovorov, to nam pa omogoča, da mi resnično dobimo vpogled v raziskavo, ki je za temi filmi. No, kaj pa glede same vsebine? Tematsko so filmi izredno raznoliki. Po eni strani vedno rečem, da reflektirajo metodološke pristope, po drugi strani pa neke družbena dogajanja, ki so v ospredju. Zadnjih, kar bi rekla, mogoče že 5-6 let so to migracije. Po eni strani migracije iz manj bogatejših krajev po svetu v bolj razvite kraje. Po drugi strani pa zadnje, recimo letos je bil izrazit element migracije domov. Opaža se, da se ljudje več premikamo in posledično tudi imamo več nekega tega razmisleka o tem, kaj je pa za nas dom v tem svetu, ko smo povsod razseljeni. No, ampak tak festival ponavadi leta že spremljajo neke debate, neka diskusija, ne? Kako je bilo s tem letos? So izredno bogate diskusije, predvsem kadar imamo za to več časa, čisto formalno, ampak te diskusije so zelo bogate, ker nam omogočajo pogled v to, kakšne so bile mogoče te dileme v času raziskovanja, v nastajanju filma. Ko gledamo film kot končni izdelek, se zdi, kot da je takšen, kot je in da drugače ne bi mogel biti, ampak potem nam pa avtorji osvetlijo to ozadje. Veliko je etičnih dilem pri takšnem raziskovanju s kamero. Velikokrat dobimo pogled, kako v bistvu je film nastal ne samo strani tega antropologa ali pa antropologinja, ampak je to v bistvu nek tak kolektivni trud teh, ki jih je ta avtor snemal, recimo. Ugotavljate, da so vendarle neke stične točke? Stična točka je mogoče metodološka, torej vsi ustvarjalci na področju etnografskega filma dovoljujejo protagonistom in protagonistkam neko večjo vlogo pri nastanku filma, torej dovoljujejo jim, da posegajo ne vedno tudi, da snemajo ali pa montirajo filme, ampak da so aktivni deležniki pri tem, kakšni ti filmi so. In to se čuti mogoče že pri samih filmih, ker recimo zadnja leta, sploh letos smo ugotovili, da so vsi filmi izrazito refleksivni. To je ena taka stična točka. Torej ne samo, da ljudje v filmih govorijo neposredno v kamero ali pa raziskovalcev, ampak tudi, da sami avtorji veliko govorijo o tem, kako je raziskava potekala že v filmu. In to se povezuje z eseističnimi pristopi, tako da je ogromno te razlage, oziroma očitno imajo avtorji, avtorice potrebo potem, da obrazložijo to. Koliko bolj konkretno je kot v preteklosti, ko je bil v ospredju bolj observacijski pristop. No, eno so institucije, eno so festivali, kaj pa širše, kje lahko ostali gledalci vidijo te filme? Ali so tudi na televiziji ali ne vem, v kakšnih šolah, ker vendarle gre za neko zelo zanimivo snov? Hvala za to vprašanje. Jaz mislim, da to je pomembno vprašanje, ker v bistvu, kar je težava na področju etnografskega filma, je to, da to niso mainstream izdelki oziroma filmi. Pogosto so v bistvu tudi prezrti in to ne samo na ravni neke te produkcije, ki je lahko sporedna dokumentarnim filmom, ampak tudi na ravni samega študijskega procesa. Filme se pogosto ne obravnava tudi znotraj študijskega procesa. Imajo neko manjšo vlogo v primerjavi s članki, monografijami. Čeprav se tudi to spreminja in gre nekako na boljše, ampak v resnici so ravno festivali tisti prostor, kjer mogoče ti filmi so vidni, vsaj za trenutek v nekem času in prostoru. Ljudje se potem tudi povezujejo med sabo in potem zmeraj recimo pride do tega, da se filmi delijo, da se pokažejo v učilnicah. Če teh festivalov ne bi bilo, se mi zdi, da potem tudi te distribucije bi bila relativno skromna.
Pa so filmi z tega festivala tudi predstavljeni na festivalih dokumentarnega filma? Vse več je v bistvu tega, da so sporedno s tehnološkim razvojem in večjim dostopom do tega znanja. Se mi zdi, da so filmi napredovali tudi v tehničnem smislu in so lahko primerljivi in prijavljeni na festivale dokumentarnega filma, tudi nekaj takih, ki so letos bili. Na DEF-u je bilo na festivalu, različnih dokumentarnih festivalih. In obratno smo opazili trend, da se tudi dokumentaristi vse bolj spogledujejo z etnografskim pristopom in nam te filme tudi pošiljajo. Manca, vi ste etnologinja, kulturna antropologinja, v postdiplomskem študiju pa nadaljujete z vizualno antropologijo. Te specializacije ste mi zadnjič razložili, mi nimamo, jo pa imajo v drugih državah, v drugih krajih, primer, jaz sem si zapomnila Amsterdam pa Manchester. Tudi vi ste bili na raznih študijskih rezidencah in naokoli. Pri nas je to področje institucionaliziral Naško Križnar, to je zdaj ena taka posebna zgodba. Vi pa ste se z vizualno antropologijo začeli ukvarjati že med študijem, ne? In me zanima, kako ste v bistvu začeli, ne? Ker eno je zdaj sam študij, eno je terensko delo, je pa seveda zelo pomembno danes, da je na tem terenskem delu ves čas prisotna tudi kamera, ne? V bistvu moj začetek oziroma spogledovanje z vizualno antropologijo je bilo relativno naravno, če smem to uporabiti v narekovajih. V bistvu smo imeli na dodiplomskem študiju predmet vizualna antropologija, profesorica Sarah Lunaček, ki nam je dala to možnost, da se tudi bolj kreativno izražamo, da lahko naredimo film kot končni izdelek ali pa fotoesej. Jaz sem takrat zbrala medij kamere oziroma film. Posnela sem zgodbo brata in njegovega dekleta, ki ima cerebralno paralizo. V tem filmu sem v bistvu hotela pokazati njun prvi skupni počitnikovanje, povezano s temi ovirami, se pravi invalidskim vozičkom in njuno zgodbo. In ta film je bil relativno dobro sprejet, predvajala sem ga tudi na dnevih etnografskega filma. In v tistem obdobju sem dobila ogromno spodbude, v bistvu tudi strani Naškota Križnarja, Mihe Pečeja. In me to nekako gnalo naprej, da sem se začela zanimati za to področje malo bolj intenzivno. Poredno je bilo pa tudi sodelovanje z Žigo Goriškom, torej s partnerjem, ki je tudi antropolog, s katerim sva si potem delila nekaj skupnih terenov in filmov. Tako da sem imela nekako to motivacijo, ki me je gnala do tega, kjer sem danes. No, ampak ta film, ki sva ga omenili, Odnesel te bom na morje, v bistvu je bil v nekem smislu prelomen, tle ste nekako začutili smisel vsega tega, kar počnete oziroma kar ste želeli početi takrat, ne? Takrat v bistvu sem bila relativno navdušena nad tem, kaj vse pomeni snemanje s kamero. Nisem pa toliko zavestila tega v smislu analitičnega potenciala, ki ga ima to za raziskovanje. To se mi je zgodilo šele nekoliko kasneje z dolgoročnejšimi tereni. Po moje je bilo prelomno snemanje na Bjelašnici oziroma film Lukomir, moj dom, ki je potekal več let in nam je omogočil takrat Žigom večjo to refleksijo oziroma več razmisleka o tem, kaj pa pomeni dejansko ta interakcija s kamero, ki je drugačna terenskemu delu brez nje. Kaj pomeni to za odnos, ki ga ustvariš z ljudmi na terenu in kako se to potem kaže tako v terenskem delu, v terenskem gradivu, ki ga ustvariš in v končnih izdelkih. Poredno je nastala njegova magistrska naloga in film. In to sva imela res odlično priložnost, da sva videla, kaj pa je dejansko prednost vizualne etnografije. Če se z vami skupaj preselimo v ta kraj na Bjelašnico, ne, to je bila vasica, ki je zelo visoko ležeča, ne, ima kar dosti prebivalcev in je ni prizadela ta zadnja vojna, kot sem lahko prebrala. Pa vendarle, tam ste domovali 3 leta, ne, to je le večji projekt, en vaših prvih večjih projektov, ne, in se uživeli v to življenje. In me prav zanima, kako je to potekalo in poleti in po zimi. Kakšno interakcijo ste doživeli? To terensko delo na Bjelašnici je bilo nekoliko bolj sezonsko, torej največ časa sva preživela na planini poleti, ko so tudi oni na njej, ker od leta 2010 ne živijo več stalno na planini. Ker je v bistvu to prebivalstvo, ki je ostalo, je pač starejše prebivalstvo in njihovi otroci se ne nujno ukvarjajo z pašništvom. Zadnja leta mogoče več zaradi subvencij in turizma. Ta planina nekako živi tudi zaradi turizma. Od takrat dalje so na planini samo poleti in tudi mi dva sva z njimi potem največ časa preživela poleti na planini, ker je bilo terensko delo v dolini na vznožju Sarajeva nekoliko drugačno. Tam je živela razširjena družina, ljudje so bili zaposleni v tovarnah, se pravi njihovi otroci. Tako da se nisva mogla na isti način vključiti, tako da sva takrat družino bolj obiskovala, konkretno pa sva preživela z njimi čas, predvsem poletnih mesecih, ko je bilo tudi največ dela, se pravi, najbolj sva se takrat lahko vključila, ker sva resnično lahko pomagala z delom, se pravi s grabljenjem sena, pospravljanjem
tudi pašel. Kako so oni kot protagonisti sprejeli vaju dva, oziroma sploh, kadar ste na terenu, vse ne gre samo za ta primer. Kaj se dogaja? Ja, to je res specifičen odnos. Jaz vedno pravim, da imam vedno neko tako tremo, ko začnem s tem, ker se mi zdi, da v te ljudi preveč posegam. V resnici pa v bistvu ljudje, kot se mi zdi po vseh teh terenskih izkušnjah, radi delijo svoje zgodbe, oziroma se čutijo tudi ponosne, da so oni nam zanimivi. Ampak tudi vi čutite trenutek, ki je pravi, ne? Se ne zgodi kar tako vedno. Recimo, zanimivo je, da sva midva, predvsem zaradi tega turističnega elementa, sva imela izreden zadržek do uporabe kamere, tako da sva jo v bistvu na začetku kar dolgo časa samo nosila s seboj in dokumentirala pokrajino, v katero sva se zaljubila, oziroma nas je impresionirala. Potem sva šele nekako, ko sva začutila, recimo zaradi tega sva se tudi dostikrat osredotočimo samo na eno družino. Jaz recimo imam v številnih raziskavah več družin, ampak snemam samo eno, ker je nekako lažje, ker to, da te nekdo spusti v svoj osebni prostor s kamero, je toliko dragocen in ranljiv trenutek, da ga v bistvu z vsem spoštovanjem skrbiš za njega. No. In potem so raziskave tudi dolgoročne, se pravi, ti moraš za ta odnos skrbeti dolgo časa. Zato že preden greš na teren. Ja, že pred tem traja ogromno časa in potem v bistvu je ta odnos toliko bolj intenziven, bolj dragocen. In se tudi navežete eno drugega, ne? Ja, to je pa najtežji del. Ravno smo se z avtorji na DEF-u pogovarjali. Se mi, ne samo zaradi tega, ker smo bili dolgo časa na terenu, ampak zato, ker ogromno časa preživimo s tem gradivom, ko ga montiramo in urejamo in pregledujemo. Ti si dosti več časa s temi ljudmi, kot so oni s tabo. In potem se v bistvu na njih navežeš. Meni se dogaja recimo, da se tudi navadim, na kakšen način se oni izražajo in jih ponotranjim. Tudi ponavljam včasih, oziroma so to neki taki cikli, ki se mi ponavljajo, ravno zaradi teh večkratnih ogledov, no, tudi med drugim. Pri teh etnografskih filmih je značilno pač to, kot ste zadnjič poudarili, da ni te filmske naracije. In je vse bolj spontano, ne? Vendarle pa se ta proces žgoče odvija, ne? Ja, to je nekak kompromis, se pravi Mislim, ni scenarija. Ja, v etnografskih filmih težko rečemo, da je scenarij, čeprav ob neki predhodni raziskavi je to že neke vrste scenarij, torej mi že predvidevamo, kaj se dogaja, mi poznamo te trenutke, vemo, kako poteka paša in zato se tudi s kamero lažje umestimo v ta proces. To je raziskava v bistvu, ne? Ampak jaz pogosto tudi raziskujem že od začetka s kamero, tako da pogosto so ti prvi trenutki s kamero resnično brez scenarija, kasneje pa se potem tudi na posnetkih vidi, da sem že bolj uglašena z ljudmi, z ritmom. Kar je meni zanimivo pri tem procesu je, da se hkrati dogaja več stvari. Mi nek fenomen, neke ljudi spoznavamo, šele spoznavamo, jih raziskujemo, to njihovo življenje dokumentiramo, ampak v resnici potem skušamo to gradivo urediti z neko filmsko naracijo, z nekim, težko rečem, dramaturškim lokom, ker ga pogosto ni, ampak tako, da je v bistvu gledljivo, ne? Oziroma, da lahko gledalec ali pa gledalka res dobi tisti občutek, kot da sta z nami na terenu, kot da so z nami tam in te ljudi poznajo, se z njimi sprašujejo jih. To se mi zdi res taka prednost oziroma bogat element vizualne etnografije. Veliko je teh detajlov, ampak tukaj so te stvari tako spontane, da večkrat vas tudi v montaži material dodatno preseneti, ne? Jaz sem recimo na ravni doktorskega raziskovanja, zdaj, se pravi, moj zadnji raziskavi ugotovila, da res sta si ta procesa komplementarna in da mogoče ima montaža več analitične moči, kot ji pač to pripisujemo. Ob večkratnem pregledovanju gradiva in montaži filma sem ugotovila neke druge stvari, kot sem jih pri samem terenskem delu. In sem posledično tudi spreminjala, recimo jaz sem med montažo filma spreminjala doktorsko nalogo, ker sem ugotovila, da so neke stvari bolj pomembne, kot so se mi zdele samo v pisnem delu oziroma v analizi terenskega gradiva, terenskih zapiskov, intervjujev. In obratno, se pravi, ker sem imela uvide iz širše raziskave, sem potem film v tej luči spreminjala. Tako da ja, tu je veliko potenciala še nevidenega. Kakšni so pa uvidi pri vašem doktorskem delu zdaj, ker ste v fazi tega, ne? In vem tudi, kaj je vsebina, česa ste se lotili in kaj vas tako vznemirja? Sem se v doktorski raziskavi osredotočila na družine oziroma konkretneje starše, ki so se odločili, da bodo skrbeli sami za svoje otroke oziroma jih ne bodo dajali v vrtce ali šole. Kasneje tudi se jih je veliko sogovornic in sogovornikov odločilo za šolanje na domu. Torej me je zanimalo predvsem ta družinski vsakdanjik, torej kako živimo, ko smo doma, torej ko ne hodimo v službe, predvsem pa gospodinjsko delo, gospodinjske prakse, skrbstvena nega v sodobnem času, torej kako poteka družinsko življenje tukaj in zdaj. Raziskovala tako z intervjuji, z opazovanjem z udeležbo, s terenskimi zapiski, tudi s fotografijo. Eno družino pa sem se odločila konkretneje snemati s kamero v daljšem obdobju.
Je pa to raziskavo res zaznamovalo tudi obdobje pandemije, tako da sem imela kar nekaj zadržkov na začetku, kako sploh v te družine vstopiti. Že tako gre za zelo intimen prostor. To je zelo intimen. Ja. Ampak recimo je tudi kulturno zaznamovan, se pravi, ko jaz raziskujem družine v meni drugačnem okolju, se mi zdi to bolj legitimno. Ko pa to delam doma, imam pa več zadržkov. Se mi zdi, da sem uspela potem, predvsem s pomočjo fotografije in kamere, vstopiti v te prostore in začutiti ritme družin. In tu se mi je zdelo res, se pravi, kako mi skrbimo za svoje otroke, je način, kako v bistvu sploh širša družba poteka, in to se mi zdi ena taka vrednost, ki bo mogoče v bodoče bolj izrazita. Zdaj se nam zdijo te prakse samoumevne, kasneje pa bo pač tak dokument časa in prostora. Torej, kot slišim, poteka že kar nekaj časa. Raziskovanje se je začelo 2021 in v bistvu sem s terenskim delom zaključila leta 2023, torej zadnje leto dobro in pol oziroma že skoraj 2 leti pa poteka ta diseminacija gradiva, pisanje, ki je nekoliko dolgotrajnejši proces, kot se mi je zdelo. Mogoče pa tudi zaradi tega, ker v bistvu sem si zadala še dodatno nalogo, torej da naredim tudi film, ki naj bi bil komplementaren. Film ima naslov trenutno Šola za življenje in pripoveduje oziroma prikazuje življenje družine, ki šola na domu. V filmu sem se na to temo nekoliko bolj osredotočila kot v sami dizertaciji, ker se je v bistvu samo gradivo toliko bolj naslanjalo na to temo. No, berem v filmografiji, da ste se veliko ukvarjali z Balkanom, da ste šli v različne rezidence, v različne države, zdaj pa ste se bolj osredotočili na Slovenijo, ampak me zanima to bivanje na Balkanu, kaj ste odkrivali, kje ste bili? Tekom študija sem v bistvu najdaljše terensko delo oziroma najdaljša izmenjava je bila v Skopju, v Severni Makedoniji, v okviru Bazileus izmenjave, in to mi je bila res dragocena izkušnja, torej prav ta, da začutiš terensko delo, kot so nam ga opisovali recimo na antropologiji, torej da greš za dalj časa v nek drug kraj, se naučiš drugega jezika, popolnoma prepleten z drugimi vtisi, čutnimi zaznavami. Se mi je zdelo to res enkratna in neponovljiva izkušnja in v tistem času sem imela potem možnost bolj spoznavati Balkan kot širše področje, ne samo Makedonijo, ampak tudi Bosno, kjer sva z Žigom opravljala terensko delo na planini Belašnica, in potem sem se zaradi tega, ker sem že znala makedonski jezik, oziroma sem se ga naučila, izkoristila to še za izmenjavo v Bolgariji, nekoliko krajšo sicer, za 3 mesece, ampak sem imela v bistvu trenutek vstopanja v teren nekoliko hitrejši, ravno zaradi poznavanja jezika, ker mi je bilo to bolj lažje. No. Tako da v bistvu sem si nekako zamišljala, da bo moje terensko delo bolj povezano tudi nadaljne z Balkanskim polotokom, česar tudi ne izključujem, ampak trenutno je nekako tudi usmerjen v Slovenijo. No, vaš program je tudi poletna šola, ne? Ki je nekakšen podaljšek podiplomskega študija. Tukaj ste vi zelo aktivni. Poletno šolo je vzpostavil Naško Križnar v konec 90-ih let, takrat je potekala v Novi Gorici, zdaj pa že od leta 2012 v Ljubljani in je res namenjena kot intenzivna delavnica za tiste, ki bi si želeli kamero uporabljati na terenskem delu tekom študija. Ne samo, da navdušimo tiste, ki jih to zanima za nadaljne delovanje, za svoje raziskave, ampak tudi, da imajo možnost spoznati avtorje iz tujine. Mi navadno povabimo tudi zunanje mentorje. To je povezano spet s festivalom etnografskega filma, torej da tiste ljudi, ki so nam blizu ali pa nam postanejo blizu zaradi tega mreženja, potem povabimo še na to delavnico. V 10 dneh morajo v bistvu študenti iti čez celoten proces, ki ponavadi poteka več mesecev. Ne? Torej, da ti nekoga spoznaš, ga snemaš, dokumentiraš, to reflektiraš in potem montiraš v nek končni izdelek. In to morajo oni res v 10 dneh izkusiti. In potem vidijo, če jim je to všeč ali ne. Navadno se kar nekaj študentov odloči potem še za svoje projekte. Kaj so vam povedali, ko ste začeli s tem študijem? Kaj je v bistvu definicija etnografskega filma? Vi celo pravite, da ima skoraj vsak film svojo definicijo. Ja, jaz res rečem, da bi lahko bilo teh definicij etnografskega filma toliko, kolikor je filmov samih. Čeprav so neke vzporednice, meni je najbolj všeč ravno ta, ki sem jo že omenila, se pravi, da gre za več vzporednih procesov, da niti ne nujno gledamo kot na etnografski film, kot na končni izdelek, ampak da rečemo, recimo všeč mi je vizualna etnografija, torej proces snemanja s kamero, ki zajema, kot sem že prej omenila, spoznavanje, dokumentacijo, raziskovanje, pri čemer imajo pa protagonisti in protagonistke
zelo pomembno vlogo, torej sodelujejo pri tem procesu, sooblikujejo končne izdelke s svojimi pogledi. S tem, ko govorimo o procesu, omogočamo ta procesualen element, torej več vprašanj, ne dajemo končnih odgovorov, to mi je recimo taka kvaliteta etnografskega filma, pa tudi recimo, oziroma ni moj končni cilj, da ima film dramaturgijo, ki jo ima pogostejše v dokumentarnih filmih, ampak si želim, da v bistvu razstre neko izkušnjo tistega trenutka, ki se je zgodil v odnosu med režiserjem oziroma avtorjem filma in protagonisti. Torej, etnografski film je nekoliko širši pomen za različne vrste izdelkov, ki nastanejo predvsem v kontekstu raziskave. To mogoče definira to področje. Manca Filak, imate danes še vedno tisto v sebi vznemirjene, kot ko ste začeli, ko greste na teren, ko snemate, ko se soočate s tem materialom, z ljudmi, vse to, kar počnete, je to zdaj malo drugače? So ta pričakovanja zdaj že bolj jasna ali vedno znova presenečenja ali kakorkoli bi to imenovala? Moje vznemirjanje je najbolj konkretno v času raziskovanja. Torej terensko delo, jaz mislim, da se s tem lahko poistovetijo številni etnologi in antropologi, nas najbolj vznemirja, ko smo z ljudmi, no? Ko smo soočeni s čisto nekimi drugimi pogledi, predvsem kadar so to neki kraji ali pa ljudje, ki jih ne poznamo in odkrivamo nekaj novega. Zdi se nam, da spoznavamo ljudi, neke nove poglede, nove razloge, nove načine prakse, ki so vedno lokalni, ampak hkrati reflektirajo širše, neke globje, širše fenomene in to me vedno znova vznemirja. Ni nujno povezano z oddaljenimi kraji, lahko je povezano tudi doma lahko najdemo nekaj, kar nas preseneti vedno znova, ker ljudje vedno znova tudi odkrivamo različne načine bivanja in delovanja v svetu, tako da težko rečemo, da se ne spreminjamo in da ni nekega materiala, ki bi ga lahko raziskovali. Samo raziskovanje s kamero pa v bistvu po eni strani je vznemirljivo, mi daje tisto tremo, ampak ravno zaradi te treme in negotovosti potem sem toliko bolj ponosna na to, če mi uspe. Ste razmišljali, da bi kdaj posneli to, kar vi počnete na terenu, da bi vas kdo snemal? Tudi taki poskusi, se pravi to, da snemajo raziskovalce na terenu, so že bili, so zanimivi seveda. Pojavljajo se tudi filmi zadnje čase, ki opisujejo življenje antropologov, tudi če ni snemanje, se pravi, kaj antropologi počnejo, kako poteka raziskovalno delo. Sama nisem toliko o tem razmišljala, ker sem snemala družine v Sloveniji, se mi je zdelo, sem dostikrat razmišljala o tem, kako bi bilo, če bi sama sebe snemala, oziroma če bi kdo mene snemal v vsakdanjem življenju, kako jaz vzgajam svoje otroke, oziroma kako jaz recimo živim v kontekstu gospodinjstva. To pa sem večkrat pomislila, kako bi lahko to primerjala, oziroma kako bi se sama obnašala v tem trenutku, če bi se to zgodilo. Kako bi mi predstavili za konec vašo filmografijo? Kaj bi izpostavili? Izpostavila bi film Lukomir, moj dom, ki je nastal na planini Bjelašnica in prikazuje v bistvu vsakdanja starejšega para, ki skrbi za svoje ovce, jih pase in hkrati živi na zelo turistični planini, čeprav turizem v filmu ni v ospredju. Tukaj ste sodelovali z Žigom Goriškom, ne? On je etnolog in kulturni antropolog in fotograf in on se v bistvu ukvarja z raziskovanjem transhumantnih praks pasništva. Sem prav povedala? Tako je, oziroma v svojih raziskavah tekom študija je več pozornosti namenil raziskovanju teh praks pašništva na ilirsko-bistriškem območju v magistrski nalogi oziroma v diplomski nalogi in v magistrski nalogi se je osredotočil na prakse pašništva v Visokogorju na Bjelašnici v Bosni. Se pravi, kot neke take filme, ki bi jih izpostavila predvsem zaradi tega, ker so bili dolgoročni in sem se iz njih veliko naučila, so bili filmi Lukomir, moj dom. Film sva posnela z Žigo Goriškom na planini Bjelašnica v vasi Lukomir v Bosni in Hercegovini. Predvsem pa sva se osredotočila na življenje starejšega para, ki ima čredo ovac, živi pa na eni najbolj turističnih planin v Bosni in Hercegovini. Čeprav je turizem nekoliko v ozadju v samem filmu. Film, ki mi je bil izredno pri srcu oziroma sam proces, je bil film Tobačni spomini, kjer sem pa sledila protagonistki Fatme v Bolgariji, ki je takrat pobirala tobak. V bistvu sem uspela dokumentirati zadnje leto, ko je še pridelovala tobak in ga tudi pobirala na roke. To je izredno težaško delo, ki poteka predvsem po noči in je bilo tudi tako posebno terensko delo, ker v bistvu se večina dela začne ob 3 po noči. To je potekalo v vasi Debren na vznožju Rodopov. Potem pa bi recimo izpostavila še film, ki ni
izrazito etnografski, ampak je bolj tak raziskovalno-dokumentarni film Mlada Nada, ki sva ga ravno tako z Žigo Goriškom posnela v Ilirski Bistrici. Sicer sva skušala dokumentirati zgodovino najstarejšega mladinskega kluba v Sloveniji, MKNŽ. Ni bilo tipično terensko delo, ampak je bilo terensko delo, ki je nastajalo res v sodelovanju z domačini oziroma z prebivalci Ilirske Bistrice, in nam je bilo izrazito pomembno, ker so ustvarjali z nami ta izdelek. In zdaj ta film, ki je v nastajanju, kdaj bomo to lahko videli na naslednjem festivalu ali kako drugače? Film Šola za življenje, ki prikazuje družino, ki šola na domu, predvsem v času epidemije, je v bistvu že čisto pri koncu, ampak si ga želim oddati skupaj z doktorsko nalogo, tako da računam, da bi v tem letu ali pa v naslednjem ga že lahko prikazala verjetno najprej v okviru študijskega procesa, kasneje pa na kakšnih mestnih dogodkih Festivala Dnevi etnografskega filma. Manca Filak je bila nocoj z menoj gostja v oddaji Protetus Peta Dež, etnologinja, kulturna antropologinja in seveda izjemna ustvarjalka etnografskih filmov. Manca, hvala za ta zanimiv pogovor in vse dobro vam želim. Najlepša hvala vam za vabilo.